se generalno loteva tega problema na napačen način. Najprej bi morali postoriti vse na odhodkovni strani. Mi smo tudi zapisali v partnersko pogodbo, da bomo 2/3 razkoraka v javnih financah naredili na odhodkovni strani. Tu se je zgodilo zelo malo, zelo inovativno se pa iz tedna v teden obetajo in tudi uveljavljajo novi davki. To je zagotovo početje, ki ga mirno lahko označimo kot rezanje veje, na kateri sedimo, kajti na takšen način, da ne bomo nič storili na odhodkovni strani, se pač z novimi bremenitvami tistih, ki delajo, ne da preživeti in delavci, kmetje, obrtniki imajo tega enostavno dovolj, tudi najavljajo ostre ukrepe proti temu, kar sedaj vlada počne in ogrožena je eksistenca države na takšen način. Proračunski prilivi naj bi tudi prišli iz naslova prodaje državnega premoženja. Zaenkrat samo Helios, kako napredovanje na tem področju ocenjujete? Gre za ključen problem, da se je lansko leto začet postopek tako ustanovitve slabe banke, kakor tudi Slovenskega državnega holdinga iz različnih razlogov, ki jih je takratna opozicija, današnja koalicija izganjala, prekinili. Tako nismo v lanskem letu sprejeli in dokončno uveljavili zakona o Slovenskem državnem holdingu in ta zakon je ključen za to, da bo v bodoče upravljanje boljše, priloga tega zakona pa tudi klasifikacija podjetij, za katere se je potrebno dogovoriti in jih tudi v parlamentu potem sprejeti kot predmet privatizacije. Da, privatizacija je potrebna, vendar to zavlačevanje in mencanje na mestu in tudi sedaj še ni tega zakona v samem državnem zboru, kaže predvsem na to, da želi nekdo z nekim seznamom 15 podjetij, ki je bil predstavljen v državnem zboru, kupčkati in pri tej prodaji. Tako da manjka sistematičen pristop in pa jasni cilji, kaj želimo s temi prodajami doseči in katera podjetja gredo v prodajo, katera so pa tista strateška, za katere pač te prodaje ne smemo imeti. Zdaj v bližnji prihodnosti bodo morda banke sanirane, po drugi strani pa kakšna je cena? Cena je recimo, da pada kupna moč, posledično slovenska podjetja, ki so že tako prezadolžena, izgubljajo trg. Kako ta gordijski vozel sploh presekati, da ne bomo končali v nekem podobnem scenariju kot Španija, kjer banke so spet v črnih številkah, ampak posojil pa ne dajo? Mene po svoje veseli, da je Evropska komisija posegla v ta postopek in da dejansko tudi z njeno pomočjo pridemo do dveh ključnih podatkov. Najprej do realne številke in drugič upam, da tudi da bodo prenešene te slabe terjatve pošteno, se pravi, da se ne bo v teh postopkih poskušali prekriti katere nečedne posle iz preteklosti. Od tu naprej pa je potrebno še marsikaj drugega postoriti, da bo država zopet postala kredibilen, verodostojen partner v mednarodnem svetu in da bodo na takšen način tudi pogoji za samo poslovanje podjetij, državljanov in tudi bank, države boljši, kot so doslej. Mi imamo velik problem, da imamo danes zelo drag denar, prvič drag, drugič ga ni in če ne bomo naredili teh korenitih ukrepov, katere smo se konec koncev zavezali narediti, bo tudi v bodoče tako in na takšen način enostavno ne bomo mogli tekoče poslovati, kaj šele plačevati obresti in tudi na dolgi rok odplačati ta dolg, ki je se nakopičil predvsem v zadnjih 5 letih. Ravno zaradi te visoke cene obresti, ali sploh vidite še realno šanso, da se Slovenija izogne zaprosilu za tujo pomoč, vsaj finančno? Sam sem že večkrat na glas dejal, da Slovenija enostavno ne sme sprejeti novega kredita, se pravi prodaja obveznic, za katere bomo plačevali 6-7% obrestno mero. Na takšen način se to ne izide, takšno ceno plačujejo države, ki nimajo nobenega zaupanja v svetu. Slovenija je članica evroobmočja in če želimo na dolgi rok narediti slovenske javne finance stabilne, moramo imeti primerno obrestno mero. Če je zato potrebno tudi, da pride kdo drug v Slovenijo, če se sami ne znamo zgoditi, je to najbrž tudi rešitev proti tem, da bi v naslednjem letu, ko bo potrebno sprejeti nov dolg v višini tam, ne vem, od 5 do 10 milijard, tudi za reprogramiranje, je ta breme, ta teža tega javnega dolga prevelika v prihodnosti, da bi ga smeli sprejeti v tako dragih obrestnih merah. Še zadnje vprašanje za kolegico, in sicer nakup čelad za Slovenijo.